Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni še v drugem delu oddaje Sledi korakov. Z nami je Katarina Keček. V prvem delu ste slišali njeno izpoved, zanimivo zgodbo. Tudi drugi del pogovora bo zanimiv. Končala sva pri ločitvi, pri borbi za otroke. Ja. Zdaj, vmes sva pa rekla, se je pa pojavila bolezen, rak. Ja. Spet kaj z geni povezano? Prvič sem zbolela, v bistvu bom tako rekla, takrat, ko sem se odločila, da bom gospodinja nekaj časa, Kar očitno ni bilo zame, To je bilo takrat, ko sta bila otroka stara 3 leta. Ja, ko sta bila otroka stara 3 leta, oziroma par let pred ločitvijo, Tako da, ko sem šla pol, oziroma sem imela takrat prvo rutinski pregled, tak nekako, in so ugotovili v obeh mojih dojkah na desetine tumorjev. Ja, na desetine, in so rekli, da jih ne morajo niti prešteti, da je to brez veze sploh biopsijo delati, ker bi morali pač vse narediti, in da mi predlagajo dvojno mastektomijo, da bo to najboljše zame. To je odstranitev? Odstranitev obeh dojk. A si ti sama čutila? Nič. Jaz sem bila takrat sploh zgrožena, da sploh nisem, priznam, da sem bila v šoku, oziroma sploh, ko so mi rekli, da treba obe dojki odstraniti. Po moje brez veze, da razlagam, da ni prijetno. Si ki gensko nazaj gledala, mama, babica? Seveda sem pol. Moja teta je umrla od raka dojke, pa sestrična se bori tudi s tem, zdaj že 10 let, lahko rečemo, da mama, ampak se v vsaki družini se mi zdi, da on že nekaj tašnega, če iščeš, sploh rak dojke ali pa rak bilo čema, ni družine, ki ne bi imela raka, Tako da ja, nekaj jih je bilo tudi v moji družini. Moram kar priznati, v tisti paniki, v tistem šoku, sem pa glih končala šolo za učiteljico joge, ker sem se par let pred tej spravila na jogo, ker me je od vseh teh otrok hrbtenica bolela, iskreno povedano, a veš, to je bilo 10 let rojevanja 4 otrok, to je bilo 20 kil, pa 20 kil, pa 20 kil, pa 20 kil, pa 10 let sem, pa 10 let, gor dol, pa spanja, se veš, kako mame spimo. Tako da, ja, tako je, tako da sem si zmrdala hrbtenico, in sem imela težave s hrbtenico, in kamor ko sem šla, zdravniku so rekli, morate ojačati mišice hrbta, to je itak osnova, da se nima o kaj pogovarjati, antišportnik itak, ker sem, kaj ne grem po 40-ih, laufat, tako kot ti, se po moje na prvem ovinku potovkla, No ja. Ja, in sem iskala najblažjo varianto, pa najbolj agresivno, pa nekaj, da jaz lahko počnem do konca življenja, če se nisem nikoli športom ukvarjala. In na srečo sem pač najdla jogo, da sem se tam noter najdla, Končala tečaj za učiteljico joge in sem imela to željo, da grem v Indijo, pogledati to, kar sem se učila. Zakaj sem imela željo? Zato, ker je v Evropi, pa v Sloveniji, tukaj čist nekaj drugega prodajajo. Tle prodajajo žvake za seljaka, Tle prodajajo 10 vrst joge, pa tle se grejo kar nekega asketstva, pa nekaj ne vem kaj. Joga je bila izumljena za ljudi, ki so živeli pred 2 milijona leti, ki so imeli čist drugačno življenje, način prehrane in vsega skupa, Tako da živeti, kot so jogi živeli v jamah pred 2 milijona leti, v današnjem sodobnem svetu je nemogoče. Kdor reče, da tako počne lažje, in pač je šalabajzer in golfa ljudi, Tako da veliko takih joga učiteljev po Sloveniji, ki končajo neki tečajček 3 mesece ali pa 6 mesecev in potem mislijo, da so popili vso indijsko filozofijo ali pa ki je 2000 let se sestavljala. Pri nas v Zagorju je bil pred leti Swamiji. Odkot? Indije. Eden bolj znanih, ja. In? Ja, ne vem, No, isto, ko sem prišla v Indijo, jaz sem mislila, da v Indiji vsi delajo jogo. Pa ne. A veš, to priješ v Indijo, to vsi delajo jogo,
Pa so me vsi bledo gledali. V Indiji dela 20 prosto joge, tako kot posod po svetu. Ne? Večina Indijcev se z jogo nikoli ni srečala. S hindujstvom ja, za jogo pa ne. Joga je pač neka aktivnost, ki se eni ukvarjajo z njo, drugi pa pač ne. Tako da ni tam to avtomatično. In ti si šla takrat potem v Indijo, ne? In jaz sem v tem šoku, ko so rekli, da mi bodo odrezali obe joški, sem si kupila karto za Indijo in sem rekla, grem v Indijo za 2 meseca, v ašram. Zakaj? Sveda, imela sem strah, da bom umrla. Oziroma, imela sem strah, da bom po tej operaciji pohabljena cela in da nikoli več ne bom mogla, da ni šans, da bom šla lahko v Indijo kot neka učiteljica joge, kot neki celosten človek, ker bom prišla tam pokvečena, ker te ni invalid. Če mi bo sploh kdaj ratel priti do Indije. Ne? In sem si privoščila 2 meseca Indije pred operacijo. 2 meseca pa zato, ker sem brala en kup enih knjig, tudi Sara Isakovič zelo veliko o tem govori, da naši možgani rabijo najmanj 2 meseca, da spremenijo neke negativne vzorce ali pa da spremenimo neke navade, ki so v našem telesu. Recimo, če bi jaz začela teči, od danes do jutra, ker ne znam teči. Moje telo in moji možgani bi najmanj 2 meseca rabili, da bi zapopadli to neko gibanje, to neko muko, ki sem si jo dala. Ne? In šele po 2 mesecih bi moje telo samo že, tako kot zdaj tebi, sem nervozen, moram iti laufati pa to, ne? Da se bo počutilo udobno v tem. 2 meseca je pa to borba s sabo. Ali pa da neham kaditi. 2 meseca rabam, da bo neka kloftanja, ali prepričevanja same sebe, vsak dan muke. Po 2 mesecih telo in tudi naše možgane sprejmejo to neko novo zavedanje. Ponotranjo in gre pa to laže naprej. Pri vsaki zadeve je pač 2 meseca muke. In zato 2 meseca. In zato se nekaj, da grem 2 meseca, ker nisem jaz tumorja dobila, ne vem, za brez veze, kar pomeni, da to treba nekaj spucati, pa se pripraviti na to, da bomo še to spucali celostno. In ti si spucala, ne? Imela sem srečo. Jaz sem uletela v Indijo brez kakršnega koli plana. Ker vse to, kar gledaš ti na internetu, tam v Indiji nič ne velja. Vse imaš ti neke aštrame, pa šole joge, pa ajurvedsko zdravljenje, zelo močno pa to. Ampak imaš na internetu 100 000 teh različnih organizacij, ki se s tem ukvarjajo. Ko prideš ti v Indijo, to je bilo ugasnjeno pred 2 mesecema, to sploh ne obstaja. Tako da je najboljše, mislim, tako kot posoda, da se na licu mesta poznajdeš. Tako da sem priletela, se prav spomnim, brez kakršnega koli plana pol, v Indijo na Dudeli, takrat sem še kadila, sem se usedla ob 2 ponoči, ko sem prišla z letala, sem se zadnji čik pržgala, ki sem pa zdaj kupila nove cigarete in pol vidim napis prepovedano kajenje. V Indiji je prepovedano kajenje, jaz tega sploh nisem vedela. Povsod. Rekli, kot v Ameriki. Imaš podgane, imaš vse živo, imaš trupla, ampak cigareti so pa prepovedani. Tako, dežela, absurda totalna. Ja. In sem rekla, zdaj sem tla v Indiji, šele takrat sem se zavedala, kam sem prišla, ker Indija ni Ribenca, Indija ni Ljubljana, tudi München ni, to ni civilizacija, ki jo spoznam. Ampak sem se prepustila v tistem momentu, ko sem čik skadila do konca, je prišla neka lepa Mongolka, ne vem, ali je imela 20, lahko jih je imela 50, pojma nimam, ker prvnih leta se ne vidijo. Ja, je rekla, would you like to go with me? Sem rekla, kam? Pa je rekla, v en ašram. Pa sem rekla, ja prav pa grem. In me pelala v en ašram, ker sem bila polene 3-4 tedne. Jaz sem, kada sem v nebesa prišla, tako sem se počutila. Ti njihovi ašrami so, zdaj bom tako rekla, neke vrste, kakor naši samostani, ampak je vse bolj pisano, vse bolj sproščeno, velik rož, velik petja, ampak sistem življenja pa isti, asketski. Torej imaš neki sistem cel dan, zbujaš se v 4-5, molitev, joga, pol imaš neke tečaje, te razne psihološke joga tečaje, pol imaš obvezno sebo, tako pomeni delo za skupnost, ne vem, pometanje, kuhanje, čiščenje, tako da imaš ta program dela v ašramu, kakor samostanu, samostan pa manastir. Skromna hrana verjetno tudi. Skromna hrana. Brezmesna. Brezmesna, ki mi je zelo pasala, ker tle jaz sem klasično normalno jedla, tam sem prešaltala na, rečemo temu, plain hrano, pest riža, malo zelenave. Prvič v življenju sem videla, kaj je to biološka hrana, ker to, kar mi tukaj prodajamo, je to čist nekaj drugega. Prvi sem v življenju videla, kako je, če banano vzameš z drevesa, pa poješ. Prvi v življenju sem spila pravo kokosovo vodo, ne kar mi tle prodajajo, a veš, super hrana, super živila, ni to, ne more biti super živila, če ni sveža, nekaj, kar rabi 6 mesecev, da pride do mene, ne more biti super živilo, tam pa to je, no, glavnem po 2 mesecih sem se vrnila nazaj. Na kontrolo, čiste dojke kot solza, niti enega tumorja več ni bilo.
nimam znanstvene razlage in tudi zdravnik se ni s tem ukvarjal. Aha, v redu, super, noč pridite čez 6 mesecev na kontrolo. In smo zaključili, ne. Jaz sem bila seveda tudi v šoku, kaj ne zdaj razlagam, sem šla v Indijo, pa je to zginilo, nekaj ne vem kaj. Jaz sem sama sebe prepričala in tudi zelo veliko verjamem tem, nisem tle jaz najbolj pametna, da seveda večina bolezni prihaja iz glave, ne, iz naših misli, ne. Sploh je pa po raku zelo to značilno, ne. Smo brali vsi, ne, tudi Louise Hay recimo zelo veliko razlaga o tem, zdaj bom prav tako rekla, ne, ljudje, ki imajo cirozo jeter, ali pa včasih se je rekla ciroza, danes je pač rak jeter, so ljudje, ki so jezni, ki gojijo neke zamere, ne, če se spomniš ljudje, pa ljudje, ki so bolani na pljučih, ne, ki imajo raka pljuča ali pa tako, to so žalostni ljudje, kar pomeni, da so imeli veliko žalosti v življenju, stiske neke, ne, pri ženskah, ne, dojke, ne, ki so najbolj pogostejši rak, desna dojka so otroci, leva dojka so moški, ne, torej, ali pa partnerski odnosi, bom rekla, ne. Tako da, ko greš pa to malo analizirati, ne, neke zadeve, ja, seveda so, ne, treba pač spucati marsikaj, pri raku ni, da pač preživiš te tretmaje, ki ti jih zdravstvo pripiše, ogromno moraš zraven tega narediti, če hočeš ozdraveti, ne. O alternativni medicini se v tradicionalni medicini nihče noče pogovarjati, tudi moji zdravniki onkologi se ne želijo pogovarjati. Verjamem, zakaj, zato ker je pri nas taka zakonodaja, ne. Mogoče se privatno pogovarjajo, službeno pa ne. Še vedno ta zakonodaja, da tradicionalna medicina ne priznava alternativne medicine, ne. Samo homeopatijo malce, ne. Še to, ne, bolj tako, ne, na skrivaj. Večina zdravnikov pa seveda uporablja alternativno medicino, tako za svoje družinske člane, kot seveda tudi za sebe, ne. Ogromno jih poznam, ki hodijo na biomagnetno resonanco, ogromno jih poznam, ki uporabljajo tudi usluge bioenergetikov, ne, ki uporabljajo razna, ne vem, hladna stiskana olja, ki počnejo kuda neki stvari, ki se tradicionalna medicina s tem pač ne ukvarja, ne. In kaj se potem, čez pol leta si šla na kontrolo spet? Je bilo v redu? Potem je bilo v redu, ne. Daj. Do lanskega septembra. In spet sem bila avgusta v samostanu, v katoliškem ašramu, če rečem, gor na Škofji Loki. To si pa za Reporter pisala, ne? V bistvu sem šla privatno, pa sem kasneje napisala moje vtise iz samostana, ker se mi je zdelo z novinarskega stališča tako zanimivo. Zelo redko slišimo te zgodbe, bom tako rekla, veš, ko so neke zaprte skupnosti, ne? Pa tudi, če že pride v kakršnekoli zgodbe iz teh skupnosti, bom rekla, so vedno tako pol malo negativne. Ona je zbežala ali se je poročila, se spomni Vida Žabotove, ne? A vedno to tako ljubezen pa nekaj, ne? Jaz pa nisem šla tam niti po ljubezen, šla sem isto po to, po kaj sem šla v Indijo, ne? Po neki mir, po neko dobro energijo, po neko okolje, ki mi lahko nudi neki razvoj, ki ne temelji sam na tem, da sem jaz Katarina Stojanović, ne? Ampak temelji na sebi, da sem jaz samo oseba, ne, točno tako. In sem lani spet tam imela hudo potrebo, ne, da grem spet, da bi rekla, neko tako prijazno okolje, bil je COVID, ne moreš nikamor potovati, ne. In se nekaj, pa dobro, zakaj zdaj moram iti spet na konec Indije, ne. Zagotovo tudi kaj bliže obstaja in tašen prozen s prijaznimi ljudmi. Sem prišla na neumno idejo, da bom šla pa zdaj v samostana, ne. Jaz nisem krščena, veš. Jaz nimam zakramentov. Si povedala, ja, jaz nisem, doma ni bilo tega, ne. Ja, jaz nisem tipična katoliška punca, ženska, ne, tako da za te neke skupnosti moj način vzgoje seveda kasneje predstavlja problema, ne. Tako da sem bila povabljena na audienco k materi prednici, ne. Jaz sem temu vzela tako razgovor za službo oziroma, ne, za počitnice. Sem čisto iskreno povedala, saj ne vem, kaj bi se sploh lagala, ne. Sem rekla, da sem začutila zelo veliko potrebo, da pridem v njihov samostan, da bom 3 tedne, da sem lahko tukaj 3 tedne in da bom 3 tedne v kompletni tišini. Zato, ker sem raziskovala pri jogi tudi v katoliški veri obstajajo zelo podobne tretmaji, kot jih uporabljajo tudi jogi, te duhovne vaje, ne. Jaz sem se pa tudi odložila, zdaj sem zlagala, no, ko se reče, da enega svetnika, ampak ima tudi tih način življenja, da mu reč, no. To, da se ti odmakneš, tako kot menih je, ne, da se odmaknejo in da se ne ukvarjajo z okolico, z televizijo, z radijem, časopisom, tako kot so tam, to sploh nič ne poznajo, sploh ne vejo, da Reporter obstaja. Ma ful presenečena, a veš, ne? Ja. Take stvari so jim totalno nepomembne, ne? Bi rekli, živijo v svojem svetu. Ja, živijo v nekem svojem svetu, ampak isto živijo, tako kot jaz pa ti, isto dihajo zrak, isto hodijo v trgovino, veš, ne? Isto jim življenje poteka tako kot meni, istočasno, ampak na drugačen način, ne? In sem bila iskrena, pač po kaj prihajam, po mir, po, ne vem, po Božjo besedo, ki je posota, ne glede na to, kako jo rečemo.
in me je sprejela in je bil spet en najsrečnejših 3 tednov, kar sem jih preživela. Ne? Spet, veš, neverjetno, ne? In potem, ko si prišla Sama v nazaj? tišini, tam sem delala, ne bom rekla kot dekla, ampak kot deklica za vse, isto ko v ašramu, pometala, čistila sekrete, tle sem imela večji, ne bom rekla motel, ampak ta prostor za romarje, ki prihajajo, ne? Ampak je vse to, veš, tu vse tako lepo urejeno, čisto ploščice, ne? In so zelo, to mi je bilo pa všečno, ker sem v stanu, bom rekla, končno naučila čistiti. Sem mislila, da sem obladala tako gospodinjsko opravilo, ampak so mi pokazale ženske v samostanu, da pojma nimam. Ne? Ma jaz tudi mislim, da, dokler ne dam očali gor. Ne? Ja, ne. Tam pa Potem čistijo, vidim, ne, tam pa se delajo biološko, veš, tam pa se delajo z alkoholnim kisom, pa s kisom. Aha, ne? tako da. Jaz tudi, ampak nobenih agresivnih čistil, nič tašenga, ne, in mi je bilo zanimiv ta način. Vse se da, ne, če hočeš, ne, tako da, rekla, sem celo bajto čistila samo z alkoholnim kisom, ne. Lušno je bilo, res je Sebe bilo si lušno, ne. prečistila tudi, Ja. raka tudi. In no, tam v samostanu odkrijem bulo v desni dojki, ogromno. Ne? Karkoli si že razlagaš in se opravičuješ in si misliš, da je točno veš, kaj je, ne? Ker pač to nekje globoko v sebi veš, ne? Da ne more biti to za nekaj taka velika žleza, ne? Sploh če si imel težave. Tako da, takoj, ko sem prišla iz samostana, sem šla na onkološki. Ugotovili so mi 3 rake, 3 agresivne rake. Kar 3. Kar 3, ja. 3 otroci, 3 raki. In, Vsi različni, neka žarišča. Veš, ti pol tako poslušaš, kaj ti razlagajo, in tako slišiš sam vsako tretjo besedo, ne? Vse te strokovne izrazi to grejo kar nekam skozi glavo. 26, sem si napisala, kakšnega raka imam, ne morem si zapomniti. Zlagala se bom, karkoli zdaj rečem. Zdaj se veliko družim z sotrpinkami. Niti ene ne poznam, ki bi imela istega raka, kot jaz. Niti 2 med njimi nimajo istega raka. 3 različne terapije, 3 različna zdravila, Ne, zdaj bom 3 tako različni posegi. Ne vem, je potrebna tudi odstranitev potem. Ja, odstranili so mi eno dojko. To je, bom tako rekla, kar grda zgodba. No, Je, ne? Grda zgodba. Jaz mislim, da je to najbolj črna mora, ki si bilo kdo od nas predstavlja, da bi mu bilo kdo odrezal magar en mali prst. Ne veš, da lahko brez tega živiš. Ne? Ampak odrezati to, čeprav veš, da boš pol preživel zaradi tega, ne vem. Ne? Recimo, moj oče je imel en tak problem, ker je bil zelo bolan, umrl je pred 4 leti. Ne? Bil je zelo bolan, mislim, da ga je, ker ima tudi sladkorno, ne? Ga je tudi gangrena, ga je grabla po nogah, ne? Se veš, prsti pa to, ne? Ni hotel odrezati noge. Ne? Ni hotel odrezati noge in je pol tudi umrl kasneje. Ne? Zastopitev. Ne? Ja, mislim, veš, kaj hočem reči. Ne? Tako da, ja, nič kaj, jaz sem rekla, mislim, se tako nimam kaj reči, kaj ćemo reči, reži, ne, kaj, ne, reži, kar je zarezati, pa gremo naprej, ne. Ampak potem je tudi lahko rekonstrukcija, ne? Tudi s temi rekonstrukcijami ali pa tako. se ne Veš kaj, odloči, lahko, lej, recimo zdaj spoznam punce, ki ima recimo 2 brazgotini na ploskih prsih in se ne bo odločila za nove dojke, ne. Zato, ker se boji, ker noče preživljati novih operacij, ker je pri teh rekonstrukcijah lahko pride do veliko komplikacij, ne, ker ti jemljajo še dodatno tkivo z telesa, ne vem, zriti stegna, ne, tam so spet brazgotine, tam so spet bolečine in če vse to dajo pod neko linijo, ne, da bi mogli trpeti zdaj še ene par operacij, pa bolečin, pa pol leta neki ne vem kaj, zato samo zaradi neke estetske korekcije, če smo že natančno pri tem, ne, kakšna se odloči, da ne, jih zelo spoštujem, so zelo pogumne, jaz nisem mogla čez to, ne. Sploh pa se nisem mogla mislim, itak sem bila v neki fazi, ja, ne morem, z eno Jožko pa res ne morem živeti, sorry. Ja. Ne, mislim, ali kaj, ne? In si se odločila Bolj bi me vlekel cel cajt. Ja, na eno stran. Na eno stran, tako da sem se odločila, ne. In tako so rekli, ena silikonska, ena pa normalna, ne. Tako da mislim, da sem zdaj tudi ena izmed posebnosti v Sloveniji in na to sem zelo ponosna. Žena se jednom sisom. In se je prijelo, ne? Lej, zaenkrat to drži, ne? Ne vem še kako bo. Ok, Ja. odstranitev, rekonstrukcija, Ja. vmes pa ves čas Vmes sem pa ves čas na kemoterapiji. Ko sem te zagledal, Ja. moja nekdanja sodelavka, ne, ko je prišla k meni na intervju, že po vseh posegih, Ja. po kemoterapiji se začeli lasje lasti, takole svrčkani, ne? A ni noro? Ja, Res, pa si imela svrčkane lase Ne, prej? jaz sem čist ravne lase vedno imela,
In pa sem si mislila, pa vem, da se lahko zgodi, da po kemoterapiji dobiš kodraste lase. A ti si izgubila lase? Ne? Ja, sem izgubila lase tako. Je bila agresivna, pa ni nujno, ne? Pač ti si jo izgubila. Ja, sem izgubila, ampak sem bila pripravljena že na to, to se mi zdi najmanjša stvar, da se pobrijem na balin, ne? A veš, da bom tako rekla. Si se prej že pobrila, ko začne leteti dol, ne? Ko sem začutila, da bo to šlo, sem imela dolge lase lepe, sem si jih odrezala. Podarila sem jih fundaciji Little Princess. To nimaš barvane, ne? Ne, zdaj to moje. Nimaš sivih, ne? Nekih pa imam, zdaj to bolj šatirano, ne, tako bi rekli, ne. In potem zrastejo taki frčkani. Kakšnim, ne vsem, ne. Zdaj, jaz temu rečem, to je trajna ondulacija. Ja. Tako so naše mame imele, ki so prišle iz frizeraja, ondulacija, vse je tako stalo, da tudi veter ni nikamor premaknil, ne. Pa spet, do meni ima take frizuro, kot meni, nisem še opazila. Koliko, še kaj drugega, obsevanja ali samo kemoterapija? Nisem primerna za obsevanje, tako da zaenkrat mi obsevanje ni pripadalo, so mi tudi rekli, da imam takšnega raka, da ne moram obsevati. Viš, to so te stvari, niso vsi za obsevanje, ne. Zdaj na kemoterapiji sem že 1 leto, najprej sem imela te agresivne cikluse, da so mi jih 6, ampak jih nisem mogla prenesti, pri 4. sem se zlomila tako rekočno, oziroma kri sem imela slabo, vpliva pa to na notranje organe, lahko se ustavila, te kap rukne, ne, tako da enim rata ne, tako da se mi je ukinili, zdaj sem mi dali to kombinacijo bioloških pa citostatikov, ki sicer traja dlje, skoraj 1 leto to zdravljenje traja, ampak je tako, no, ne boli tako, kot je bolela ona agresivna, te pa izčrpava, ne, jaz se tako počutim doskrat, no, sploh, ko imam slabe dneve, no, veš, Harry Potter pa oni morakavari, ki so, ne, veš, in oni, če se spomniš, so tako dušo popili, ne, iz človeka, ne, in takole nekdo zraven mene stoji in to je ta rakava zgodba in to pije življenje iz mene, no, tako da upam, da bom toliko imela moči, no, da prebolim tele kemoterapije, pa imam pa rehabilitacijo, ne, pa smo spet na tema, ne, tradicionalna medicina se ne ukvarja z rehabilitacijo onkoloških bolnikov, upam, da me bodo poslali toplice, ne, potem se pa zadeve končajo, ne, tako da moraš zelo veliko sam na tem delati, ne. Moraš delati na prehrani, moraš delati na tem, da se ne vrneš v stare negativne vzorce, za kateri misliš, da so te spravili k bolezni, dobro se izogibati stresu, a ne, kar je spet nemogoče, ne, sploh poklice, ko ga jaz počnem. Bič božji pa ostaja, ne, kaj bo jutri, kaj bo podjutrišnjem, ne? To obstaja tudi pri zdravem človeku, ne? Ampak dokler se ne sooči z boleznijo, verjetno ne toliko, ne? Ja, bolezen te sam sooči s tem, oziroma se moraš sprijazniti s tem, pa res sprijazniti, da si miljiv, ne? Ti tudi veš, da si miljiv, ampak misliš, da bo živel 100 let, ne? Jaz zdaj vem, da se lahko zgodba konča jutri, čez 3 mesece, ali pa čez 5 let, ali pa čez 50 let, ne? Tako da jaz verjamem, da se tudi mnogi onkološki bolniki naučijo tega, tako kot jaz, da nehaš delati načrtoma, ne, nimam planov, nimam načrtov, jaz ne vem, kaj čez 3 mesece, kaj bo čez 14 dni, vseeno mi je. Razen, da moraš vsake toliko časa pravočasno dati članek, ne? Ja, to je največji stres. Vidim, da o Jani pišeš, ne, o teh svojih izkušnjah, ne, pridna, seveda o Reporterju redno, ne, spremljaš te medije slovenske, pa potem kaj ne pišeš, ne, kot gledalka, ne? Bom tako rekla, kot profesionalna gledalka, ne. Vedno se poskušam postaviti res na profesionalnost, pa obladam delo na televiziji, pa tudi novinarsko. Vmes daš kakšnemu tudi, ga testiraš, ne, kakšnega ministra, ne? Malo pa že. Mu ponudiš test za, ali je pozitiven na trde droge. To bi mogel prvi novinar narediti po tistem, ka mesec, prvi novinar. Pej bi takoj za, ne? Ne, da nisem, vse sploh ni bilo, nimaš ti kaj ministra vprašati, ne, jaz sem njemu na koncu, itak je bil ta test mišljen kot joke, iskreno povedano, ne, zato, ker so ga vsi driblali s tem, ne, a on je na koki ali ni na koki, ne. Podobna zgodba je bila s finsko premijejko, ne, ki je sama zaključila zgodbo, ne, mesec je pa, bom tako rekla, ni bil sposoben zaključiti, ne, lahko bi jo zaključil, lahko bi šel sam se testirati, prinesel, pokazali, tle imate dio, ne, pač ni. Jaz sem prišla k njemu, bom rekla, 1 mesec po tej zgodbi, ne, en kup novinarjev je bilo že pri njem pred tem, ker so ga itak spraševali za te zadeve, vsak novinar bi mu lahko dal test in ga vprašal, boste naredili test ali ne. Jaz sem itak računala na to, da bo mesec rekel ne, ker se mi na nek način zdi tudi poseg v neko osebnost, ne. Ker potem jaz bi lahko tudi vsakmu,
prinesla alkotest poslancu v parlament, pa bi ga vprašali, če bo pripravljen pa mogoče pihan. tudi za droge, ne? Ja, za Kakšen droge, test, ne, in je tako Pa pač, ne. razmišljaš o tem, da bi komu še... Pa mislim, da ne bi bilo slabo. Ne bi bilo, ne, niti ne. ni slabo, pa tudi mislim, da poslanci ne bi tega smeli zavrniti, ne. Sploh pa tisti, recimo, ki ga ne pijejo. Nihče v službi Tako da ne ne sme se piti, ne. tebe bojijo zdaj, ne? Če boš Pa meni se imela zdi to samo naročeno zabavno. Ja, ne, ni poanta v tem, zdaj bom rekla tako, mogoče mislijo ljudje, da mi novinarji uživamo to, da pribijemo kakega politika ali pa da, ne vem, da skineš kakšnega ministra z pozicije, ne. Moram razočarati gledalce, da novinar nima razne osebnega zadoščenja, da je dokazal nekaj, kar mu itak cel cel nam govorijo, da se lažemo, edino to čist nič, ne. Jaz nobenega novinarja ne poznam, ki bi bil dodatno plačan zaradi učinka svojega dela, ne. Ne, vsi smo zavezani resnici in samo resnico pišemo in drugače tudi ne znamo, ne. Jaz sem že tako zverzirana, ne vem, jaz se v privatnem življenju lahko zlažem kakšno belo laž, ne. Joj, nimam zdaj časa ali pa kaj takšnega. ja. Pri službi se pa ne morem. Ne morem, tudi če napisem, se ne morem zlagati, če veš, kaj hočem povedati, ker enostavno med tistimi vrsticami to ne stoji in tako piči ven in jaz, kad gledam druge članke, mi isto to tako, ne. Verjamem, da se vsi moji kolegi pišejo po svoji vesti in po resnici. Kako pa gledaš na to slovensko medijsko klimo, ne? Zdaj poznaš delo v različnih medijih, zdaj delaš pač na Reporterju. Jaz sem zdajle zadnja 3 leta svobodni novinar, imam SP, na kaj sem zelo vesela in mi je Hvala, žal, enako. ja, in sem zelo žalostna oziroma nad sabo, da nisem imela toliko jajc, da bi že prej to naredila, ne. Kot da sem bila redno zaposlena v medijih in sem se dolg let sem čutila zelo veliko samocenzuro, lahko rečem za Pop TV, ne, da nisem niti po Facebooku pisala svoje osebna mnenja, tudi kar se politiki tiče česarkoli, ker sem imela non-stop občutek, da uredniki pa šefi to prav namenoma, ne, berejo linke svojih zaposlenih, pa se tam to neki komentira. Mislim, to se mi zdelo čisto nekako brez veze. Tako da sem se omejevala, res tudi pri svojih izjavah ali pa tudi pri svojih mnenjih, odkar sem pa svobodna in pišem za časopise, s katerimi se dogovorima, ne, in tisti časopisi mi nikoli ne komandirajo, kaj ne bi pisala, ampak mi predlagajo tema in obratno in lahko kupijo moj članek, lahko pa ne. In nimam čisto nobenega veze, če ne bo Reporter kupil ta članek, ga bom prodala nekomu drugmu. Prej pa to nisem imela možnosti, ne. In me dosti laže. Zdaj tudi gledam to, da mediji smo postali, veš, in novinarji smo postali pač en prodajni material, potrošni material, ne. Zdaj to, kako se to počne na RTV, je čisto eklatanto, ne. Očitno ni potrebna ne dobro izobraževanje, očitno ni potrebno niti dober trening, očitno ni potrebno, da si ti moralno neoporeče, ne. Samo da si naš ali vaš. Ne? Zdaj na nacionalki je potrebno samo čigavi politični barvi si. Tudi na nacionalkah se to, ja, tudi na nacionalkah se zdaj to počasi prevrača, čeprav na nacionalkah je vedno najbolj cash funkcioniral, ne, pa veze in poznanstva. Na nacionalko prije službi, če koga poznaš, ne, pa reče, da si luštan, pa boš prišel na RTV-ju, pa pač moraš nekoga poznati, ki bo rekel, lej, ta pa se strinja z našo politično doktrino, pa dajmo mi za njo pritisniti. In ko smo se prej pogovarjali, kdo naj vodi, kdo bi lahko vodil soočenja recimo na javni RTV, ne, sva se zaustavila pri zelo majhni skupini, majhnemu številu novinarjev. Ne? Pa veš zakaj? Zato, ker imajo en kup, bom rekla, en kup novinarjev, ki delajo na terenu po 10, že 20 let in nimajo nikoli možnosti, da bi prišli v ospredje. Ja, da bi delali intervjuje. Tako, da bi delali intervjuje, tako. In se vrtijo kar eni in isti in smo včasih že kar malce razočarani, ne? Ker so izpeti, ne? Tako, izpeti so. Dolgočasni. In normalno bi bilo pričakovati, da je neka hierarhična lestvica, ne? Tako kot je v tujini, recimo se veš, kako je na BBC-u, pa ZDF-u, pa to, ne? Ti kot mlad novinar, ti je jasno, da boš rabo 10 let, če boš hotel priti na ekrana. Najprej boš mogel servisirati starejše novinarje, ne? Najprej boš mogel pri tem sodelovati, potem imaš mogoče kakšen vklop, ne? Tako da, ampak dolg časa rabiš, ne mine 3 dni, kakor mine pri nas, da si lahko ti že, recimo, če lahko omenim, recimo, elitno dajo Odmevi, ne? Ja. To vsi vemo, da to v preteklosti tako ni funkcioniralo in je seveda tudi problem, jaz nimam veselja z Odmevi več, ne? Ne. Ne, nimam, nisem edina in mi ni nič narodno to priznata, ne? Žal, ne? Ja, žal je to tako, ne? Katarina, kaj te je gnalo, da si pred mesecem, mogoče 2 mesecema, objavila nekako svoje spomine na dogajanje v liftu, ne, v dvigalu leta nazaj.
z enim najbolj znanih železničarjev, Ja, Slavkom zanimivo. Kmetičem. Ne? Zdaj sem kar zašvicala malo ob tej temi. Ta zgodba ni bila nobena skrivnost. Za to zgodbo sem jaz takrat Takrat si bila mlada novinarka. Takrat sem bila mlada novinarka. Takrat sem bila ravno leto dni ali pa dve potem, kar sem jaz dobila državljanstvo nazaj. Še vedno sem bila na tapeti desničarjev, cel cvet, kadarkoli sem prišla v parlament. Marsikdo mi tudi ni hotel izdati izjavo, se prav spomnim, ker sem se pisala Stojanović. Jaz sem točno vedela, če grem s to zgodbo, če ga prijavim in če grem s to zgodbo v javnost, mlada 25-letna novinarka, da me bodo vsi raztrgali, po domače povedano. Jaz nisem bila psihično močna, nisem bila niti materialno sposobna, da bi se na nek zaščitila. Bila sem mlada novinarka, nisem se imela... Mož je pa tudi rad imel mir, ne? Bilo kateri mož bi verjetno imel mir, ne? Zdaj, Da se ne govori o tem. Jaz lahko bi, recimo, tudi tebe vprašala, kaj bi ti, recimo, svetoval svoji ženi, če bi, recimo, žena prišla, karikiram, enkrat domov, pa bi rekla, poslušaj, tam sem delala, pa me je un tip napadel v dvigalo, ne? Vprašal bi jo, a je kdo videl, ne? Ni, pa A veš, pusti, ne? no, hočem ti povedati, ne, veš, jaz sem ful vekslala to, kaj dobim, če prijavim in kaj zgubim, če prijavim, ne. Isto sem se zavedala čez 25 let, ampak v tej fazi, ko se jaz zraven in ko pucam te neke svoje zadeve, ne, na nek način, in tudi to, se tudi zavem tega, da bom mogoče, ne vem, da se mogoče moje zdravljenje ne bo končalo pozitivno, tako ko jaz računam, nisem hotela to zgodbo nositi na drug svet, vem, da zveni banalno, nobene zgodbe nočem nositi na drug svet, tudi nobenega nočem ščititi, ne? Jaz nisem nič narobe v tistem času naredila, jaz sem zgodbi oziroma dogodek prijavila mojim šefom, Perović je bil takrat šef, Špela Šipek je bila pokojna, ne, že? Nažalost, pokojna, Ja. ne, če bi danes bi pač Urednica, ja. potrdila, ampak kaj čemo, nimamo kaj, ne. Mi smo se v tej zgodbi pogovarjali na uredniški sestanki, vsi novinarji, vsi uredniki so vedeli, da se mi je to zgodilo. In vsi so, tako kot vedno, ne, čakali, kaj bom zdaj naredila, ne. Ker odločitev je bila na meni. Pa si bila šokirana takrat v dvigalu? Seveda sem bila šokirana, čeprav sem jaz kar gajsna, ne. Tako bom rekla. Si mislim, no. 5 let na ulici te nauči marsikaj, ne. Imam srečo, da me nikoli, da sem se vedno znala obraniti, da sem se vedno znala izviti, da nisem nikoli naletela na neko tako družbo, da bi, ne vem, nasilno, lahko bi me posilili, karkoli, whatever, ne vem. Ozgromno Nihče ti ni v kozarc nalil, ne? Takrat Po tvoji izpovedi je takoj potem prišel ven samomor Urankarja, pa potem Smodej, ne? V enem tednu se je to zgodilo. Ja, in se je to nekako pozabilo. Ja, nič hudega. Meni je sicer žal, ampak jaz pač ne spremljam vse te zgodbe. Jaz sem napisala zgodbo za Reporter, išla je tisti dan, konc tistega tedna se je v Romanik ubil in istega tedna in potem se je začela ta zgodba razpletati. Meni je šlo, mislim, tako osebno, pa tudi novinarsko mi je šlo na živce, zato ker so pa ti razni komentatorji, sploh z desnega političnega pola, začeli mešati kruške pa jabolke, ne, češ se je Kečkova, pa zdaj so pa Čavuni, pa ne, in pa to mešajo. Pa zgubila sina, pa tako naprej. No, to pa itak posebna zgodba, ne, jaz sem zdaj vložila civilne tožbe in kazenske ovadbe proti določenim osebam in proti medijem, ki so me namenoma diskreditirali, oziroma diskreditirali so novinarko in tudi žrtev spolne zlorabe z neprimernimi, nepoštenimi diskreditacijskimi izjavami, češ, da sem jaz onkološka bolnica, sem zaradi tega zmešana, potem, da jaz ne pišem svojih člankov, ampak da sem prodala svoje ime, pa mi nekdo plačuje, da se lahko čez mene pumpa na nek način. Mislim, en kup enih takih, recimo razlagali so na Novi TV, da sem bila v zaporu. Mislim, sploh druge variante ni bilo, da jih tožim zaradi vseh teh laži, ker kaj ne zdaj, mislim, ne? Tako da zdaj je to moj hobi program, zdaj pa ne dokažejo, da sem bila v zaporu. Ja. Ali pa ne, zdaj pa ne dokažejo, da sem zmešana, zato ker sem onkološka bolnica. Sam, če sem jaz zmešana, potem je zmešanih še 100.000 Slovencev, ki tudi so preboleli ali pa bolujejo za to bolezen. Tako da se mi zdijo taka, to vsi vemo, ne, taka slabšalne oznake, ne, glede sploh bolezenskih ali pa kakršnikoli, ne, mislim, kot prvo neupravičene, neutemeljene in sploh nelegitimno v našem medijskem okolju, da sploh nekomu takšnemu na pamet pade, ne. Gospod šarlatan tam iz tvojih koncev, ne, samooklicani šizofrenik, ali pardon, psihiater, ali kaj je že, ali kaj za kor se že ima, on bo pa tudi dobil svojo dozo, tako, ki išče že 10 let. V redu. No, ti si pa dozo bralcem dala kar precej obsežno s to svojo knjigo, ne? Yep, Umetnost debeluška. zavijanja z očmi. Ja.
Dober naslov, ne? Luškana je, ja. Kaj sem pomislil, ker prej nisem kot moški pomislil, Ja. ne, ko sem tole bral. Zanimivo branje. Ampak to je kar precej popularno brano, pa menda bo nagrajeno, je kako? Ena redkih stvari, tako, če, rekla, če sem službeno lahko ponosna, no, knjigo sem izdala v samozaložbi. Zakaj? Moramo razlagati o tem, se to ti pišeš. Ja. Zato, ker so te naše založbe tako trde, ne dajo se premakniti, najrajše bi z nič denarja zaslužili čim več, ne z nobenega dela, ne spoštujejo slovenskih avtorjev. Ti si potrebovala samo potem distributerja. Ja. To, da sem se dogotovila, da nisi sama s tem ukvarjala, ne? Na začetku sem se ukvarjala, pa sem pa zbolela, veš. Ja, pa sem pa zbolela. Primus, založba? Ne, delam z Auroro iz Tržiča. Ampak vsak distributer, ne, če mene vprašaš, ne, to je tako nehvaležni lopovski posel. Vsak distributer ti vzame 50%. Ja. Ne? Pri kruhu vzamejo koliko? Ne vem. No comment, in seveda se ti pa potem ni treba ukvarjati, pa pošiljati po knjižnicah in tako naprej. To mi niti ni bil takšen problem. Ne? Zdaj, če ti jo pa sami založijo, ne, je pa mogoče nagrada, če nisi uveljavljen 5, 10, 20 knjig, ostale pa lahko po 50% odkupuješ, dajo kar visoko ceno. Nič nisi dobil. Ene stojih pa pošenkaš, škoda imaš zgubo na koncu. Samo založbi je boljše. Imaš, vsaj nekaj zaslužiš. Več delaš, se strinjam, več naučiš, narediš tudi več napak, se jih seveda naučiš, ampak konec koncev tudi več zaslužiš, iskreno povedano. No, vsaj zaslužiš, nisi na minusu. Ja, sej od slovenske knjige noben je obogatel. In Sloveniji noben slovenski pisatelj, razen Goloba, ne živi od svojih knjig, tako da verjetno še dolgo ne bo noben. Pisanje knjige je hobi program, ti to sam dobro veš. Knjige pišejo tisti, ki si jih želijo, ki ljubijo knjige, noben ne piše knjigo zato, ker misli, da bo ne vem koliko obogatel in je to, če mislijo slovenski bralci, da veliko Slovencev piše zato, da bomo zaslužili, se močno motijo. Ja. Očitno, in sem zelo vesela, ker ogromno Slovencev piše, sploh zadnja leta, očitno imamo veliko zapovedati, očitno imamo potrebo, da nekaj povemo. In zgodbe, in izkušnje, in razmišljanja, kar jaz mislim, da je posledica tega, da se premalo pogovarjamo vsem družbi. Pa drugače pisati knjigo, kot pa članek za nek časopis. Ne? Članek je drugo, ne? Članek je usmerjen, si časovno omejen, a veš, več ali manj mora biti dejstva, domišljija v članku. Čeprav ti tudi to že pride v navado, 4000, 3000 znakov, potem pogledaš, ravno toliko je. Zverziraš, je matematika, ne? Čeprav sem zanj spoznala enega gospoda, Ivana Šega, on je star 80 let, kakšnega več, no? Ampak on je že 30 let pisatelj, recimo zanj ga zelo malo ljudi ve, napisal je 14-15 knjig, ampak zelo takih lušnih zgodb, prav zgodb, vohunskih in takšnih in tako, ne? In me se zdaj prijatelja, in on ima matematiko že razdeljeno, kako se knjige pišejo, ne? In tako je rekel, da to predebelo, se strinjam, ne? Knjiga do 70,000. Črke malo za nas, ki imamo že očale, ne? Ja, no zdaj delam drugi ponatis, ne? Da se zdaj pa končno pohvalim, ker sam jamram, zdaj tle celo dajo, ne? No in to nagrajeno je kako? Ja, zdaj čakam, čez 14 dni bo podelitev in je roman dobil naslov najboljša samozaložniška knjiga lanskega leta. Na to sem pa res zelo ponosna. Kdo to predlaga? Kako to gre? Slovenski sklad za javno knjigo. Dimitar Rupel, kako? Zdaj ni več, ja. Bi me presenetil. Ampak hočem reči, imajo neko strokovno komisijo. A veš, ja, tako da najbolj sem vesela tega, da bom na nek način skozi neka vrata prišla v ta krog literatov, teh, veš, pisateljev, ker nas tudi na nek način novinarji ne marajo, veš, ne? Novinar je novinar, pisatelj je pa pisatelj, ne? Ampak zame je novinar, pisateljstvo 2 koraka sam naprej od novinarja, ne? Nekak normalna posledica je za novinarja, da tudi še kaj več napiše. No in ta druga knjiga, mislim, bo to druga knjiga? Ja, druga knjiga bo. Kako že? Okupatorjeva hči. Zelo malo seksa, priznam. Zelo malo seksa. Manj seksa, tlega je več. Ampak glede na to, da seks prodaja... Kakšen pregled pri ginekologu tudi, ne? Nisem vedel, da je to tako. Zato pa moraš take knjige brati. Luštenje, si videl, kako je sporadi. Mislim, ta knjiga se mi je tako, se mi zdi lušna. Je to autobiografska, tako mislim? Nič, ne? Čisto nič. Ampak zanimivo, ne, ko sem bral, sem tebe gledal, ne? Sem razmišljal.
tako bom rekla, preplet zgodb mene, mojih znank, mojih prijateljic, več ali manj preživljamo, Pogovore, veš, ne, v tem le Se imamo, najdejo. vse imamo težave, z otroci, z družbo, z starši, s sabo, s partnerjem, ne, a veš, ne, to so cel cel neki krogi, ki se vrtijo med nami, ne, se sam dobro veš, ne, Ja, pa no. malo spucamo čakre, pa spet pride v isti problem, pa bucamo, Jaz ga ne. malo laufat. Ja, ne, pa tako, zdaj, če se najde dobra družba, se seveda ženske tudi o seksu pogovarjamo, jaz upam, da se moški vi tudi, ne. Tako da in bolj, ko se pogovarjaš o seksu, bolj vidiš, koliko nekih zadev so Pa neporihtanih. se ne vem, veš, jaz zdaj ne vem, kako je to z moškimi, ne. Tako. Zdaj, včasih se jaz spomnim, ko smo sedeli v kakšni gostilni, ne, kot prvo nismo imeli v rokah tablice, mobitele, ampak smo opazovali tisto, kar je mimo hodilo. Ja. Ne. Zdaj opazujejo mobitel, zdaj se niti ne pogovarjajo. Ne Ne, verjamem, če ni se več. še o seksu pogovarjajo. Ne. Jaz mislim, da se vedno manj, se sam vidiš, no. Ja. Ne? Vedno manj. Ker pa jaz porajtam, ne, v gostilnah se je pa saj zadnji 2 leti, pa 3 leta pogovarjalo o politiki, ne, zelo veliko. Ne. In sem se prav spočil, ko sem šel v Dalmacijo na dopust. Tam pa ni, ne. Tam pa ne. Pa jaz mislim, da je z nami nekaj narobe, veš. Je. Mi smo preobremenjeni s to politiko. Pa jaz razumem, novinarji malce, ne, se malo Službeno o tem midva še pogovarjajo, razumeva, pa to, ampak ne. poslušaj, midva, ko prideva v družbo, meni na pamet ne pade, da bi se menil o politiki, ker se itak preveč že pogovarjamo o njem. Ampak v bilo katero družbo pridem, se naveže pogovor na politiko. In ti No in kaj ti je različna ta politika od prejšnje? Kako misliš, da zdaj od Janševe vlade? Ja, tako. Od Janševe ja, vlade? Ja, seveda, od Okej, prejšnje vlade. Zdaj, jaz zdaj tako- vidim ja. nekako vse zelo podobno, zamenjajo tega, zamenjajo onega, ne, zdaj ta strokovnjak, prej ni bil strokovnjak, zdaj ni politično nastavljen, prej je bil politično nastavljen, pa je meni nekako podobno. Edino, kar jaz še pazam razliko, je, da prijaznost, ne, komunikacija z mediji. Očitno je prijaznost, ne, očitno je prijaznost zelo veliko pomeni v politiki, ne. Ja. Recimo jaz Janezu Janšu Ni zelo tega zamerim. zastraševanja, ne. Ne, jaz Janezu Janšu zelo zamerim z novinarskega stališča, pa tudi vsem strankarskim njegovim kolegom, ker zavračajo intervjuje oziroma pogovore za bilo katere medije, ne. Mislim, jaz, ko sem prišla na Reporter, so bili oni že prej skregani z Reporterjem. Mene sploh ne zanima, zakaj so bili oni skregani, mene zanima, zamenjala se je že struktura nekih tam političnih veljakov, še vedno se opozicija ne želi pogovarjati z nekaterimi mediji. Mislim, če gledam z nekega Trumpa, ne, ki je bil skregan s pol mediji, te je jasno, da ta vojna ne more uspeti. Ne. Jaz mislim, da vsak politik, bom rekla, ne rabi imeti rad medijev, mora jih pa skoriščati. Mediji so, bo rekla, vrata do njegovih volivcev, prek medijev bo povedal od volivcev, kaj želi povedati, slabo, dobro ali pa karkoli, ne? In če ne bo izkoriščal medijev v svoje namene, je zame bilo kateri politik, ne glede z katere politične oble, je slab politika. Ne? Zdaj, če gospod Janša izkorišča, bom rekla, svoje strankarske medije, 3/4 Sloveniji to nič ne pomeni, ker je to že v neki taki luknji strankarski, da noben tem medijem ne verjame. To je nam vsem jasno, ne? In ga tudi ne moramo gledati z nekega profesionalnega stališča. Ne? Zdaj, jaz si ne bom zaničevala teh medijev, ker pač ljudje to postavljajo, živijo od tega, ampak to nima zveze z nekimi uravnoteženimi mediji in je brez veze, da se sploh pogovarjamo na takšen način. Ne? Zdaj, ker ignorira pa celo drugo paleto, ne? Si pa jaz mislim, da si sam dela lastno škodo. Mislim, oziroma cela stranka. Ne? Zdaj imamo podoben primer, ko na RTV-ju zavračajo, bom rekla, člani vladajoče stranke, pogovor Z Vido Petrovčič, o stanju RTV-a oziroma prihodnosti RTV-a. Ja, jaz kot voditeljica, mislim, to je pa že zelo podobno z prejšnjo vlado, recimo. Ne? Najdemo veliko podobnosti. Ne? Jaz ne bom rekla, da je Janez Janša najslabši premijer bil, tudi ne morem reči, da je Golob najboljši premijer bil. Nažalost, zdaj imamo že koliko 150 dni vlade, približno smo že na tem. Vsi novinarji že zahtevamo neke rezultate, pa vsi vemo, da samo neke drobce dobivamo, kar se tiče. Ja, razumem, da se čaka na neko krizo, ne? Ampak ljudje so pač v strahovanju, živimo, ne, kaj nam bo zima prinesla. To, kar si rekel, prijaznost, ne, sodelovanje je očitno tisto, kar vnaprejšnja vlada nima. Ne? Ker kadrovski cunami počne tudi ta vlada, če je kakšen protest, mogoče ni zdaj ograj, niso živca. Če se greva midva pogovarjati, kdo je nastavljen v kabinetu urada predsednika vlade, nama je vse jasno, odkot so
gospodje in gospodične prišle, ne iz kakšnih kadrov in že v osnovi tega ne kaže, da gre za neke res profesionalne kadre. Ne? Ali pa v kakšni javni gospodarski družbi. Tako da ne, zgodba je zelo podobna. Nažalost, no, jaz sem pričakovala več. Tako da bomo imeli še kaj zapisati, ne? Z novinarskega stališča je pa nama pa fajn, super. ne? Se pa veliko dogaja, se pa fajn dogaja. Ampak, kar se tiče državljanov, pa ni fajn. Ne? Ni, ne. Fajn je, če je mir, recimo, super je. Najboljša država je tista, ki ti ne veš, kaj se dogaja v politiki. Ja. Ne? Najboljša država je tista, ki tebe ne zanima večina poročila, ker se te ne tikajo toliko tvojega življenja, ne? Sploh pa ni dnevnega življenja. Vse pomembne stvari itak že pridejo do tebe, slej ko prej. Katarina, potem še ta druga plat, ne? Ko sem prej malce povedal, to surfanje po teh spletih, po nekih elektronskih napravah. To nas bo pa ubil, mnogo ne? ljudi pa že klasičnih medijev sploh ne spremlja. Ne? Ne, se ti niti ne bo. Jaz ne vem, si rekla, ne, da ti je debela knjiga. Ne? Ja, jaz sem navajen brati, ampak moram reči, da sem se kar trudil. Vedno manj ljudi bere. Ja, 2 stavke, pa je že utrujen, ne? Mi prihajamo, na Japonskem so zdaj uvedli pred parimi leti ministrstvo za samske. Ne vem, če si to bral o tem, ne? Nisem. Zakaj? Zato, ker mi čez 20 let bomo živeli tako, kot Japonci živijo, ne? Torej 10 ur na dan delati, visoki standard, a nekaj ga tudi hočemo. Tudi zdaj so za Slovenijo to že poznato, ne? Nobeno več ne hodi nikomor kar potrkati na vrata ali pa pozvoniti za kavo. Zdaj se to vse že najavlja. Ja, malo je še korona to spremenila, ne? Korona je ogromno to spremenila, ne? Kofetkanja po stanovanjih ampak je manj, še vedno je ostalo to, ja. Ampak je ubila spontanost, ubila je sproščenost, ne? In nihče ne dela, da se to vrne nazaj med nas, ne? Tako da smo pri tem. Japonci tega nimajo že 100 let, ne? Japonci imajo deficit otrokov, tudi Slovenija ga ima, ne? Že dati 10 let, ne? Oni ga imajo še bolj, ne? Ugotovili so, da vsa ta tehnologija, ne? Spomnim se, mi, ki smo bili stari 20 let, so oni imeli Hitačije, pa Sonije, pa neki ne vem kaj, pa walkie-talkie, pa vse živene gadžete, ki smo mi sam gledali. Mi imamo zdaj to, kar so oni imeli pred 20 leti. Oni so pa zdaj že 30 let pred nami, ne? Ker pri njih tehnologija toliko bolj napreduje. Kaj je tehnologija njim prinesla? Razbila jim je odnose, ne? Niso sposobni več medsebojnih odnosov delati, zato ker je telefon moj ljubimec. Telefon je moj ljubimec, in telefon imam vse, in knjige, in denar, in prijatelje, in mamo, in očeta, in vse imam noter, ne rabim čisto nič več drugega. Zabavo, filme, vse imam. Jaz prijatelje nosim sabo. Danes se dogaja, da se ljudje, jaz tudi že, ne, mrtvo hladno sedem sama na kavo. Ne čutim več potrebe po družbi, da bi z nekom kavo pil, ker imam jaz svojo zabavo pri sebi, tako kot vsi ostali, ne. In ker so to na Japonsko ugotovili, da jih to zelo ruši, ne, zdaj so ustanovili ministrstvo za samske, ki se ukvarja z dvigom kvalitete odnosov med ljudmi. Mladi se sploh več ne pecajo, imajo virtualne ljubimce, živijo v virtualnih svetih, ker občujejo in imajo otroke na nekem planetu, ne, in tam pač on živi to virtualno življenje, kot smo imeli oni Tamagočije, ne, tako živijo in niso sposobni več imeti interakcije. Tudi, če so sposobni, niso sposobni več potrpeti, ne. Da se ene stvari zamenjajo, pa da ti te don zamujaš, pa da si moramo te deliti. Ker so tako že individualno narejeni, da niso sposobni imeti družine skupaj. In zdaj ministrstvo dela za to, da delate spit, randevuje, ne? Pa da imajo delavnice, kako se pogovarjajo, pa da imajo delavnice stika, pa da se pogledajo v oči. Te neke osnovne, ki jih mi še imamo, ampak jih tudi zgubljamo počasi, ne? Ko hodimo en in drugega. Tako da jaz bom ostal še kar pri tem klasičnem, ne? Ja. Bom še kar prav človek, no. Midva sva še stara šola, kar je še v redu, kar je še v redu. Sem kar vesela, da me tale tehnologija odnese tako naprej, no. Mi je še ni, ne. Ja. Tako da sem zdaj že kar ponosen, ne, če moram kje vnuka vprašati, kako se tole nastavi. Vnuka? Ja, znajo že to, ja, vse. Ja, ti si premlad za vnuka? Ja, jaz imam že 4 vnuke, ne. Res? Svaka čast, čestitam. Hvala. Čestitam, to si me pa prešišal zdaj po levi. No, to si me prešišal zato, ker sem se imela vmes ful enih stvari za boriti, ne? Ja, 10 let kasneje si bila. Ja, 10 let kasneje sem prišla, no, tako da, evo, nam glih tle se. Glih tle se mi dva lovila, ja, to pa res, ja. Katarina, veliko sva povedala. Veselim me. Jaz ti želim predvsem zdravja, ne? To pa res. Pa bo vse ostalo prije zraven. Če tudi bo treba kaj v Indijo, zdaj se spet lahko gre, ne? Zdaj sem že tlele samostalno odkrila, in to se mi je zdelo zelo dobra fora,
ker veš, da neka krščanska religija nekako ne mara te joge, ne? Aha, Meni, da je to ampak neka... saj pa nekaj drugega, ne. Nobene veze nima, ne? To je vse Ja. isto. Bog je samo en, ne glede na to, kako ga kličeš, ne? In vse bo ti do Boga vodijo po istih poteh, ne? V glavnem naj ti uspe, ne? Zmenjeno. Hvala. Sva na vezi, Sva. dogovorjeno. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.